Dober dan, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, ponovno z vami Gregor. In danes nekoliko slabše volje, pa verjamem, da nisem edini. Ker kaj je lepšega, kot ti Luka Dončić že zjutraj zjebe dan. Pardon izrazu, ampak res, pa se ni on toliko kriv kot situacija, v kateri se je znašel. Jebiga. Skratka, preden začnemo zares, vas vljudno povabim, da se naročite na moj YouTube kanal za podobne analize, highlightse in tako naprej. Da boste tako in prvi obveščeni. Vabljeni. Skratka, vsak človek ima zjutraj nek ritual, ki se ga drži, ki mu ustreza. Pri meni v tem primeru ponavadi poskrbim za ta-malega, ko se zbudi, ni več vstajan ob 6-7 uri, kaj šele kasneje, ponavadi je to veliko prej, zato ker on je pač zdaj glavni in ga je treba zrihtati, ampak to ni zdaj glavna fora. Fora je v tem, da jaz po stari navadi najprej preverim, kakšni so bili rezultati v Ligi NBA, potem malo prečekiram Twitter, da vidim, kaj se dogaja, kaj je novega, tista lepa akcija, ona lepa blokada, tretje lepo zabijanje, bla bla bla. Ja ne. Danes pač prvo obvestilo, kar sem ga videl, kar mi je padlo na ekran, je bila neka poškodba Luke. Pa kakšna poškodba, če se je poškodoval prejšnji teden, spustil zadnje 3-4 tekme ali koliko že, to je teden ni stara novica. Si malo pomanem oči, malo bolje pogledam, evo tega, novica stara 2-3 ure. In tak naj začnem jaz dan. Pa še moja ima rojsten dan danes, vse najboljša Maša. Evo, in pol in naj veselo čestitam, ne? Ja, treba, lej, ni drugega. Skratka, Kaylee Kaplan, kakorkoli se prebere, dežurna novinarka okoli Dallasa za Dallas News, je tweetnila zgodaj zjutraj, da je bilo vse v redu in prav, Luka oddelal trening 5/5, normalno treniral, normalno zgledal, Kit je ravno govoril, da ima super trening za sabo in potem nek krik. Koj krik? Krik, da je z Luko nekaj narobe, da je udarjal ob tiste panoje, katere se raztezujejo ali kakorkoli, in da je spustil nek krik in glavna poanta je, da je nihče ni bil zraven, nihče ni videl, zakaj se gre. Samo sredi intervjuja z trenerjem moštva se je Luka tam drl, da ga nekaj boli. Zdaj pa Bog si ga vedi, kaj je to, lahko smo vsi pametni. Kaj je, pa na koncu ni dobene zanesljive informacije. Tu je zdaj več opcij. Najboljša opcija je, da je šlo za nek gib ali pa nek udarec, ki pač očitno ni ustrezal njegovemu kolenu še v tem času, ki več kot očitno še ni dovolj pozdravljeno in ga je pač zaskelelo, zabolelo. Tako kot to zaboli. Tisti, ki ste imeli težave s kolenom, dobro veste, kak je to neprijetna zadeva. Ni pa to nič nujnega, da gre za kaj hujšega. To je prva opcija. In dajmo upati, da je to. Še vedno to pomeni, da je questionable, se pravi vprašljiv za srečanje proti Clippersom, danes ob 4 uri zjutraj, ob 4 uri zjutraj. Ampak dobro, rajši imam vprašljiv kot kakršnakoli dodatna ali pa celo poslabšanje poškodbe, ker to pol več ni šala, ne. Dejstvo je, da v bistvu ni nastradal le gleženj, ampak posledično koleno in morda celo koleno bolj. Druga opcija, tista malo slabša, po mojem mnenju bi pa bila, da v bistvu gre za poškodbo malenkost bolj komplicirano, ki bo zahtevala mogoče malo več časa za rehabilitacijo. Upam, da ne, upam, da se motim, ampak te novice zjutraj niso bile v redu in ti nabijajo pritisk za zjutraj, ne. Dajmo se razumeti, Luka seveda to nič ni kriv, no, ampak ni pa fajn videti takšne novice zgodaj zjutraj. Nikoli, sredi večera, nikdar ni taka novica fajn, posebno, ko gre za Luko. In vidimo, kaj se dogaja. Kaj je bilo, 9-5 ali 9-4, ko se je Luka poslovil zaradi poškodbe in zdaj imamo kaj?
Same poraze. Mislim, težko je zdaj reči, kaj bi bilo drugače. Nasprotniki so bili vendarle dokaj zahtevni. Phoenix je v nizu 12 zaporednih zmag, nekaj takega. Ampak dobro, gledal sem tekmo proti LA Clippersom. Mislim, tole je bilo premagljivo, definitivno. Tudi nekateri šuterji Dallasa so imeli hudičevo slab večer. Tako da bi mogoče v tem primeru Luka lahko malo vzel žogo, kakšen met v več si vzel in bi bila zadeva rešena v korist Dallasa. Ni nujno, ampak opcija pa je. Zdaj še ena tekma v Los Angelesu proti istemu nasprotniku in pa takšen status Luke pred tekmo, nič dobrega, no. Na koncu bo, če bo šlo tako naprej, še en poraz več, no. Skratka, vidimo, da enostavno Dallasu brez Luke ne gre. Ali je to pripisati odsotnosti Luke ali težjim nasprotnikom, lahko mogoče vsak presodi sam, ampak definitivno je nekaj na tem, da ekipi manjka alfa in omega. Ne, ni debate. Zdaj resnično upam, da ne gre za nič hujšega pri Luki, sicer bo še kar bedno spremljati nadaljevanje iger Dallasa brez njega. Kakorkoli. Kaj pa menite vi glede Dallasa brez Luke? Je tukaj sploh dodatnega za komentirati? Vidimo, da zaenkrat nekega kompasa dodatnega brez njega ni. Neke poživitve v igri sploh ne. Mislim, da vsi pričakujemo in komaj čakamo, da se Luka vrne. V prvi vrsti upajmo, da bo zdrav in takšen, kot se šika. Skratka, da mu poškodba takšna ali drugačna ne bo predstavljala dobene težave pri igranju. Le tako je lahko igralec 100%, to je dejstvo. Ampak bomo videli, če bo šlo tako enostavno. Bojim se, da ne. Upanje pa obstaja. Dobro, toliko za enkrat. Še enkrat hvala, da me spremljate. Če še niste naročeni na moj kanal Greg Skort, vas vljudno vabim, da to storite zdaj. Za vse novejše analize in pa novejše highlightse o Luki in o ostalem svetu košarke. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, imejte se lepo in srečno Luka.